Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta v Domžalskem športnem parku, kjer je torej zdaj pred nami tretja tekma 21. kroga v prvi ligi Telemach Radomlje Olimpija. Radomljani silno zadovoljni s svojo uvodno tekmo v ta spomladanski del z gostujočo zmago. Ševlja, dobra podaja do Šošiča, Šošič ima pred seboj Lasickasa, Šošič strelja, odlična obramba Pintola. Jelšnik, Felič odbija, Dofo vrača v kazenski prostor, priložnost in Motika je zadel. 1-0 za Olimpijo, strelec pa Nemanja Motika. 22. minuta, vodstvo zmajev v Domžalah, 6. gol Motike v tej sezoni. Smo videli, kako zadetek proslavljajo Dragonsi, Nemanja Motika. Olimpija vodi. Lasicka z Dofo. Napaka Kodermana. Motika, prišel je mimo, sicer tudi z nekaj sreče. Motika še vedno in 2-0. Antonio Marin v 28. minuti. Olimpija zdaj vodi že z 2-0. Motika pa je dodal še asistenco. Prvi gol Antonija Marina v dresu ljubljanske Olimpije, ki zdaj vodi z 2-0 in vprašanje, kaj še lahko na tej tekmi storijo Radomljani. Podal je Dofo, vendar točno v noge Kodermanu, zdelo se je, da posest v prvem polčasu, na koncu kar 59% na strani zmajev. Šošič na oddaljeno vratnico, Korun, Elšnika je zadel, Elšnik ni še razčistil, Mohamed Begović, samo dok je Roza, ki je sprožil tudi on v blok, Ševel vrača v kazenski prostor, še je nevarno, Keros in spet obramba Pintola. Je brez zapravil žogo, no potem pa Ševel samo do Sualeja. Elšnik. Marin proti Brestu, ki ima priložnost, zgrešil je Brest z levico tokrat. Podaja z Dofom, Elšnik, Brest, Motika, priložnost za Marina in 3-0. Še drugi gol Antonija Marina, mislim, da je v 58. minuti zdaj tekma odločena. Antonio Marin z drugim golom na tekmi, asistent pa mislim, da ponovno Nemanja Motika. Keros preigrava, dobro zdaj Keros, še vedno pri žogi Keros, Vokić strelja in gol! Dejan Vokić z rahlo pomočjo enega od branilcev Olimpije, ki je tu spremenil smer žogi, tako da je bil na koncu nemočen Pintol. 62. minuta, znižanje. Le so domači navijači, pa seveda tudi domača klop s Bogotinovom in Šinkom. Tole je zdaj nova priložnost in vendarle ni zadetka. Gospod Bogatinov, nekako, ko smo se pogovarjali z Dejanom Vokićem po tekmi, je dejal, odločil je prvi polčas, če bi šli v drugega, recimo samo z golom zaostanka, potem bi se še lahko kaj spremenilo, pa potem seveda še hitro pred tisti tretji gol. Nekako težko se izogniti občutku, da je danes Olimpija zasluženo zmagala. Čestitke Olimpiji, absolutno mislim, da so bili, ko vse seštejemo, boljši nasprotnik.
Mi smo lahko zadovoljni, da v prvih dveh tekmah smo osvojili 3 točke, 3 bonus točke. Zdaj pa imamo pred sabo tisto, kar šteje dvojno. Aluminij takoj že v torek, ampak če se vrnem na današnjo tekmo, ja. Mogoče prvih 15 minut smo imeli neke priložnosti, Šošić je imel dve situaciji, tu je bila tekma v mojih očeh dokaj izenačena, potem pa je Olimpija dodajala gas in mi smo težko sledili temu. Marinov gol, ekstra lep gol, in to je tisti drugi gol, ki mogoče Vokić, ki mogoče kaže na kvaliteto in brez tega gola mogoče bi lažje šli v drugi polčas. Ja. Koliko ste nekako še dobili upanje potem, ko ste dosegli tisti gol za 3-1, ko so tudi nogometaši Olimpije, vse zdelo se je malce padli, ko so reševali na zadnje tudi z golove črte, se kaj vrnilo upanje, morda pa lahko danes tudi kaj dosežemo? To so te momenti, ja, ki vračajo upanje, ki dajo neko novo energijo, nov zagon. Mislim pa, da ko vse seštejemo, Aluminija, mislim, Olimpija zasluženo osvojila danes 3 točke. Kaj je tisto dobro, kar morate danes recimo vzeti, ali pa tudi iz tiste prve tekme in potem prenesti na tekmo z Aluminijem? Jaz mislim, da veliko lekcij je danes naša ekipa dobila. Mislim, da bo lepo opozorilo predvsem z tega karakternega vidika oziroma miselne naravnanosti v bodoče, ker ne morem se znebiti občutka, da mogoče pa vseeno smo malo podcenjevali to Olimpijo. In ko to zaznam, to mi ni všeč in upam pa, da je to bila lekcija ravno te miselnosti. Gospod Zeljković, čestitke za zmago, zdi se suverena, zdi se na koncu tudi kar recimo temu dokaj mirno pripeljala do konca. 3-1, vaša prva ocena? Ja, se strinjam, mislim, da je zaslužena naša zmaga. Zopet smo malo slabše začeli, mislim na prvih 15 minut, dokler smo se navadili na to igrišče, ampak potem smo se dobro adaptirali, bili iz minute v minuto bolj nevarni, za razliko od prejšnje tekme, razmišljali malo prej o posledicah, se pravi, bili dobri v tej neki preventivi in po mojem mišljenju kontrolirali tekmo. Marin 2 zadetka, dobro tudi Brest je 2 zadeva, ampak sta bila gola razveljavljena. Lasickas je rešil žogo z golove črte, namreč to so vse igralci, ki so danes začeli tekmo za razliko od tiste prejšnje, tudi nek pokazatelj, da so bile vaše odločitve, vaša izbira pravilna? Ja, mi trenerji velikokrat rečemo, da je to rezultat dela pametnega, ampak hvala Bogu, vedno ponavljam, da Olimpija ima širino. In to se je tudi danes videlo, sploh igralci, ki pridejo iz klopi, v bistvu daje ekipi dodatno energijo, potem je vse lažje. Ja, v sredo že zopet nova tekma in verjamem vse fante in z dobrim delom se bojo prislužili minute. Večkrat omenjate, da mora biti Olimpija na pravem, recimo energetskem, motivacijskem nivoju, da mora biti organizirana, da potem pride do izraza vaša kvaliteta. Smo danes videli nekako te nastavke oziroma to, kar želite vi videti in je lahko neko pozitivno vodilo za nadaljevanje sezone? Ja, mene veseli, da smo kritiko sprejeli in da pač teh napak ne ponavljamo. Se pravi, prejšnjo tekmo se je videlo, da se nekako nasprotnik bolj želi normalno. Jaz tudi ne morem pričakovati od naših fantov, ki ima žogo, da igrajo močno, ampak v teh nekih trenutkih, ko smo v obrambi, da gremo v te duele močnejše, zopet pri 3. golu. Če pogledamo, je igralec predvsem naše 3 igralce in s tem delom nisem zadovoljen. Moramo še bolje, kaj ti lahko. Ja, v moji družbi Dejan Vokić, edini strelec danes za Radomlje. Na koncu rezultat, ki si ga niste želeli, kakšen pa je nekako vaš vtis, kako realen je končni izid? Ja, izid je na koncu zmeraj najbolj realen. Hoteli smo nadaljevati dober niz, po dobri tekmi v Kopru smo hoteli nadaljevati tudi doma. Izvleli se je piko, ampak mislim, da je presodil prvi polčas vse. 2 zgodnja gola, pa proti Olimpiji se je težko vračati. Bilo je težko igrišče, Olimpija dober nasprotnik in pol, če 2-0 prvi polčas, težko se vrniti v tekmo.
nekako se vseeno zdelo, da je na koncu malce padla Olimpiji koncentracija. Imeli ste nekaj priložnosti, rešili so ne nazadnje tudi žogo z golove črte. Ostaja občutek, da bi se danes vendarle dalo izvleči kaj več. Ja, res je, kot sem rekel, vse je odločil prvi polčas. Da bi v prvem polčasu ostalo v igri, da bi bil izid realen, vsaj tu če zgubljaš 1-0, pa nekako, takoj pa drugi polčas dobiš še en gol na hiter, probaš, potem se pa težko vrniti, kot sem rekel. Ampak drugi polčas mislim, da smo odigrali boljš kot prvi. Bili smo veliko bolj enakovredni, če ne v enih trenutkih so malo boljši, tako da gre enak preokus, ampak nimaš kaj. V torek je pomembna tekma za nas, tako da to je to, gremo naprej. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, v moji družbi Antonijo Marin, danes junak Olimpije z 2 zadetkoma. Nekako sva se dogovorila, da ga bom vprašal še v hrvaščini, ampak Antonijo, treba te onda polako naučiti slovenski, ali dobro? Ja, slažem se. Kad ste zabili 2 gola, pa ajmo na hrvatski. Jedna sjajna utakmica, pogotovo za vas, prvi start za Olimpiju, 2 gola, nekako bolje bi teško zamislili. Pa dobro, mislim, je osobno lijep start, ali mislim da smo onak malo loše ušli u utakmicu, ali smo onda eto zabili 2 gola brzo i mislim da je momčad odradila baš 100% fajterski, bio je malo lošiji teren, ali mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili. Nekako se je najavljivalo kad ste došli u Sloveniju, dolazi veliko pojačanje, niste bili u nekakvom ritmu utakmica, ali brzo trebate nekako ispuniti ta očekivanja. Koliko je to možda nekako i pritiska sad palo s leđa s ovim 2 goloma? Pa dobro, mislim, očekivanja su, od mene su uvijek nekak tražila velika očekivanja, tako da naučio sam živjeti s tim, a kažem, dižem se utakmicu po utakmicu, nadam se da ću nastaviti ovako, svaku sljedeću. Koliko će biti nekako i za tim sad lakše kad je tu prva pobjeda ovog drugog dela sezone, sad odmah ljubljanski derbi, odnosno derbi Ljubljanske kotline, znači rivalitet sa Domžalama. Vjerovatno ova pobjeda dosta vrijedi u tom nekako pogledu naprijed. Pa naravno, najbitnije je da smo upisali 3 boda i sad se fokusiramo na sljedeću utakmicu koju isto naravno želimo ući 100% i doći do pobjede. Puno hvala i sretno. Hvala vam.